Dober dan. Dober dan, pozdravljena. Mire bi se pa rada lotila kolesarskega izpita. Kako se to začne? Prvi korak sta že naredila, ko sta prišla sem, odlično. Torej, zdaj se bosta oba usedla vsak za svoj računalnik in bosta pokazala tisto, kar znata. Prometne predpise, ki jih moramo poznati, da bomo šli potem kasneje na poligon in na cesto. Kaj pa je treba znati na teoretičnem delu izpita? Filip, vsa pravila, ki jih potrebujemo potem, da se varno obnašamo v prometu, prometni znaki, različne prometne situacije, oprema kolesarja, križišča, tako da bova videla. Tukaj imamo 25 vprašanj. Ali priporočljivo, če je kolo opremljeno z 2 vzvratnima ogledaloma? Preberemo 3 trditve in zdaj moramo zbrati najprimernejšo. Kar označi z miško in gremo naprej, naslednja stran. Kaj storiš, ko s kolesom pripelješ do tega prometnega znaka? Če pripelje kakšno vozilo po prednostni cesti, ustavim, sicer nadaljujem vožnjo. Tako, pravilno, ja. No, tukaj imamo pa križišče, znak stop, da bosta vidva zdaj povedala odgovor. Pred neprekinjeno prečno črto vse ustavim. Dobro, zdaj smo pa pri zadnjem vprašanju. Ali sme kolesar na sliki takole prečkati železniško progo? Ne, ker je prečkanje železniških tirov izven prehodov prepovedano in zelo nevarno. Odlično. Damo 5. Dajmo, ajde Kalisi, bravo. A ti pa že imaš kolesarski izpit? Ne, še delam pa teorijo za kolesarski izpit. A so težka vprašanja? Ja, ena so pa kar težka. Zdaj si pa rešila že vseh 25, a pogledamo, kje si imela prav, kje pa ne? Mene tudi zanima. Poglej, samo 4 so narobe in ostali prav. A to je pa poligon? To je pa kolesarski spretnostni poligon. Gre za to, da na križišču moramo znati zavijati levo, desno, ne smemo stopati s kolesa, potem so druge spretnosti, kako vozimo z levo roko, z desno roko. Kako pa je sestavljen poligon? No, nam bo zdaj pokazal naš Luka. Bomo kar začeli. Tukaj bo Luka prijel z desno roko za kocko in jo stegnjeno roko prenesel na drugo mizico. Tukaj spretnostna vožnja med stožci, ne sme nobena žogica, pas stožca. Se bo sklonil, da vidimo, kako je spreten in gre skozi ovire. Veš, cesta ni vedno ravna, da bo mogel prevoziti vse te luknje. Šel bo med stožci, klobučki žogicami. Bravo, uspelo mu je, polkrožno zavil in se bo zapeljal po žagi. Ponazarja neravni teren, vemo, da imamo tudi makadamske ceste. In zdaj le bo prijel z levo roko, prijel je magnet, stegnil bo levo roko in zapeljal polkrožno. In odložil magnet na stojalo. Bravo, Luka, uspelo ti je, bravo! Zdaj le pa je vajna naloga, da tudi vidva odpeljeta tale spretnostni poligon. Najprej se bosta dala gor čelade, pravilno jih bosta pritrdila. Takole, ja, biti mora tukaj trikotnik, zato da čelada ne pleše. Bravo, takole, ja. Bravo, gremo, bravo. Odlično. Skloni. Kalisi, izvoli. Bravo, Kalisi, uspelo ti je. Kako nam je šlo? Odlično. Tako da zdaj pa kot nas čaka cesta, kjer bo pa potrebno pokazati potem, kako se vključujemo v promet, kako peljemo pravilno v robu, kako se potem v križišču razvrstimo, počakamo, ali imamo prednost ali je nimamo. Pravi, kar smo se v teoriji naučili, bomo pokazali.